Mesto je bilo njegovo igrišče. Spider-Man je letel skozi newyorške soteske, veter mu je pel v ušesih. Spodaj so se taksiji plazili kot hrošči, zgoraj se je zibal v popolnih lokih. Tukaj zgoraj se je počutil živega, to je bilo njegovo ozemlje. Pristal je na stekleni zgradbi, se brez napora oprijel in plezal višje. Mesto se je razprostiralo pod njim, živahen zemljevid. Videl je pristanišče Kip svobode, otroke v centralnem parku. Bil je njihov tihi zaščitnik, simbol upanja. Vsako nihanje je bilo poteza s čepičem na platnu mesta. Ustavil se je, si ogledal razgled in se počutil neskončnega. Sonce se je bleščalo v oknih in ga zaslepilo. Bil je le en človek, a tukaj zgoraj se je počutil brezmejnega. Mesto je bilo njegova mojstrovina, njegove mreže pa barva. Bil je več kot le otrok iz Queensa, bil je Spider-Man. Vsaka patrulja je bila ples, vsak trenutek opomin, to je bilo tisto, za kar je bil rojen. Globoko je vdihnil, pripravljen na vse, kar bo sledilo. Mesto je čakalo in tako tudi pustolovščina. Ko je plezal, ga je prešinila misel, že 6. epizoda. Nasmehnil se je pod masko, spominjajoč se svojih nerodnih začetkov. Zdaj je bil izkušen junak in 10. epizoda se je bližala. Kaj bo prinesla? Novega zlobneža? Novo moč? Predstavljal si je naslov Spektakularni Spider-Man, epizoda 10. Počutil se je ponosnega, vsak izziv ga je naredil močnejšega. Še 4 epizode, še 4 priložnosti za rast. Želel je, da bi 10. epizoda bila legendarna, na praznovanje njegove poti. Pričakovanje je brnelo v njem. Višje se bo zibal, močneje se bo boril in bil najboljši Spider-Man, kar je lahko. Odštevanje se je začelo. Prihodnost je bila svetla, pobarvana v rdeče in modro. Bil je pripravljen na vse, kar bo sledilo. Nenadoma mu je v obleki zabrnil telefon. Uravnotežil se je na robu in se oglasil z junaškim glasom. Spideyjeve zibanje in reševanje, kako lahko pomagam? Harryjev glas je zahreščal. Pete, čudno zveni. Si končal domačo nalogo iz zgodovine? Spider-Man se je zdrznil. Popolnoma je pozabil nanjo. Ja, samo pregledujem svoje zapiske, z visoke točke je improviziral. Trenutno sem malo zaseden, te lahko pokličem nazaj čez 1 uro. 1 uro, takrat bom v razsulu. In ne delaj domače naloge na strehah, čudak, je zastokal Harry. S smehom je Spider-Man obljubil, da bo pomagal kasneje. Tudi ko je reševal mesto, ni mogel ubežati domači nalogi. To je bil edini zlobnež, ki ga nikoli ni mogel dokončno premagati. Zamišljeno je zmajal z glavo. Super junak ali ne, nekatere stvari se nikoli niso spremenile. Telefon je pospravil, pripravljen, da se vrne na delo. Mesto ga je še vedno potrebovalo, pa tudi njegov najboljši prijatelj. Uravnoteženje obeh življenj je bil pravi izziv. Nasmehnil se je in se vrnil v akcijo. Dan še zdaleč ni bil končan. Namestil sem svoj izstreljevalec mrež za spektakularno zibanje. Nič se ni zgodilo. Ponovno pritisnil. Še vedno nič. Zmanjkalo mi je tekočine za mreže. Ujet na pol poti do nebotičnika, sem zastokal. Začetniška napaka, pozabil sem napolniti pas. Spuščanje bi bilo počasno in nerodno. Pregledal sem možnosti in zgoraj opazil odprta okna. Če bi jih lahko dosegel, bi morda lahko prišel noter. Plezal sem, samo z rokami in nogami, veter me je potiskal. Končno sem se prebil skozi prazno pisarniško okno. Tiho, temno in nenavadno mirno. Po prstih sem hodil po preprogi in iskal stopnišče. Ni bil junaški trenutek, kot sem si ga zamislil, a je delovalo. Vsak problem ima rešitev, če dovolj dobro pogledaš. Včasih biti Spider-Man pomeni improvizirati. Moral sem samo nadaljevati. Tudi junaki imajo lepljive dni, in ta še ni bil končan. Po nerodnem potovanju skozi pisarno sem končno prišel na streho. Nebo je bilo briljantno modro, mesto se je razprostiralo pred mano. Rešil sem problem, morda ne junaško, ampak s hitrim razmišljanjem. To je tisto, kar pomeni biti Spider-Man, majhne zmage, ne le velike bitke. Moral sem napolniti svoje izstreljevalce mrež in pomagati Harryju pri domači nalogi. Za trenutek sem samo užival v razgledu, počutil sem se samozavestnega. Pot do 10. epizode je bila spet jasna. Sonce je zahajalo, barvalo nebo v oranžno in vijolično. Obljubil sem si, naslednjič bom bolj pripravljen. S tekom sem skočil, padal, nato se zibal z mojo zasilno mrežo. Lebdel sem skozi mrak, pripravljen na naslednjo pustolovščino. Obljuba jutrišnjega dne je čakala in bil sem pripravljen, da jo srečam.